Kako bi razložili tako visok delež otrok s čustvenimi motnjami, disleksijami, je to povezano s potencialno energijo v trebuhu, o kateri ste govorili včeraj. Glavni razlog za tako visok delež otrok s čustvenimi motnjami in disleksijami je pomanjkanje mirnega doma. Se pravi, tukaj ne govorimo samo o varnem domu, da nimate vlomov pa ne vem česa, ali pa da ste v finančni stiski ali pa na kak drug način delujete, ampak tukaj govorimo o domu, ki ima spremenjajočo se potencialno energijo, družinsko potencialno energijo, da je občasno visoka, praviloma pa nizka ali pa umirjena, zaradi tega, da se lahko da se naredi razlika med zunanjim in notranjim svetom, se pravi med okolico doma in med domom samim, ker dom ne bi bil prostor, območje, ki je zaščiteno z membrano, tako ko imate membrano na telesu, ki ločuje vas od okolice, je tudi dom narejen z membrane v obliki zidu ali pa pač, če imate šotor, je platno ali pa ograja ali pa karkoli, se pravi, to so vse membrane, ki ločujejo zunanjo energijo od notranje energije, ker če imate zunaj recimo hudo vročino, pomeni, da je to visoka potencialna energija, če je hrup, je visoka potencialna energija, če fejs piha veter in podobno. In potrebno je ustvariti dom, v katerem boste lahko imeli bolj mirno ali pa povprečju nižjo potencialno energijo, kot jo imate v okolici, zaradi tega, da se lahko doma spočijete, umirite in da ste doma lahko dovolj mehki. Ker zdaj, če imate, ko greste ven v okolje, je tam prvič, ne bi bilo, običajno je, normalno je, da je več nevarnosti kot take, potem, da tam je višja energija, zaradi tega, ker so naravni vplivi in je veliko bolj nepredvidljivo, kar pomeni, da je popolnoma normalno in pravilno in potrebno, da imate, ko ste zunaj doma, bolj debelo membrano, da ste bolj napeti, da ste bolj v simpatičnem stanju, da ste bolj previdni, pozorni, da razmišljate, kaj počnete, zaradi tega, ker nesreča ali pa nevarnost nikoli ne počiva. Jasno je, da zaradi tega, ker ste bolj napeti, tudi težje imate bolj intimne odnose z drugo osebo, zaradi tega, ker za intimen odnos je treba debelo kožo oziroma debelo membrano stanjšati, zato da gre energija iz vaše notranjosti v njegovo ali pa njeno notranjost in obratno. In zdaj od zunaj je to težje zaradi tega, ker je zunaj več nevarnosti. Dom bi moral biti pa na nek način oaza miru, v katerem imate mir, je primerna temperatura, ne piha, je varno, je tiho in takrat se vam lahko oklep. Ker kaj se zgodi, ko ste doma, je, da oklep, ki ga predstavlja vaša koža, pa vaš ta membrana, vaša membrana, jo deloma nadomesti, ali pa dovolj nadomesti zid hiše, pa okna, pa vrata, kar pomeni, da imate vi noter v hiši tanjšo, bolj sproščeno telo, bolj sproščeno membrano, kar pomeni, da je znotraj doma zaradi bolj mehke membrane večja sposobnost sprejemanja, razumevanja, čutenja in da se ne obsoja. Se pravi, da ljudje, ki so s tabo v tem domu, so tisti, ki te spoštujejo, pa ti njih, te razumejo, pa ti njih, te sprejemajo, pa ti njih in v bistvu imate lahko kvalitetne medosebne odnose, kjer si lahko pokažete prav obraz. Kaj ste avtentični, spontani, sproščeni. In seveda v takem domu, ker je oklep tanjši ali ga pa ni, se lahko spočijete, regenerirate, pogovorite, izmenjate energije, pa besede, pa vse ostalo in se pripravite na izhod ven, v okolje. Se pravi, lahko gledate tudi tako, da ste vitez, ki, ko gre iz gradu ven, si da gor oklep, ker je zunaj nevarno, zunaj obzidja nevarno, ko pride pa nazaj, pa dvigne dvižni most, da pa oklep dol. In če bi imel oklep gor še znotraj gradu,
bi se ljudje, ko bi ga videli, sprašvali, da nekaj ne more biti v redu noter v tem gradu, da je toliko nezaupljiv, da ima še v svoji spalnici gor oklep. In če boste to, ko sem zdaj razlagal, premislili, poslušali pa prenesli sami v sebe, da se vprašate, koliko vas dejansko je v dnevni sobi, v jedilnici ali v spalnici, v oklepu. Čeprav je znotraj doma, ki je že sam po sebi oklep, ki vas varuje pred okoljem. In seveda, taki ljudje potem zelo radi grejo ven, zato da se zunaj sprostijo. In kaj vas lahko z vidika z tega, kar vam na programu razlagam, zelo zaskrbi, ko boste razmislili iz tega konteksta, je, da smo Slovenci narod hribolazcev, ki gremo v hribe zato, da se sprostimo. V hribih je že tako nevarno, ampak je za veliko ljudi, nažalost, v hribih manj nevarno kot doma za jedilno mizo. In to je, seveda, to je en od glavnih razlogov, malo daljši odgovor je bil, ampak en od glavnih razlogov, kako bi razložili tako visok delež otrok s čustvenimi motnjami in disleksijami. In